Dober dan od srede do srede. Kolega Markeš. Lep pozdrav vsem. Za začetek greva v nordijske kraje. Nobelova nagrada za mir šla je v Venezuelo, voditeljci venezuelske opozicije s precej mešanimi komentarji. Režim v Venezueli je v resnici precej neznosen, ne? Na drugi strani Nobelova laureatka tesno blizu Donaldu Trumpu. Machado. Marija Corina. Jaz nisem bil pozoren na ta vidik na začetku, ne? Pa so pa prvi komentarji prišli in seveda utemeljeno. Namreč ne vem, kaj ne se mislim o pač podeliti Nobelove nagrade za mir, ker teh flopov je bilo pa zdaj v zgodovini že kar nekaj, ne? Pri Rabinu, pri... Rabin je bil v redu. Rabin je bil zaradi tega, ker je sklenil mir z Arafatom, je bil žrtev atentata. Ne? Ja, to ga še ne dela v redu, to ga dela šele nesrečnika. Ne? Ja. Ampak tudi Obama, recimo, ne, ki je čisto v redu fant, ampak še zdaj ne vem, zakaj bi on... Ja, on je dobil na zalogo. Ne? Mal na zalogo, ne, pa tista v Mjanmaru, tista aktivistka, ne, ki se je na koncu celo učitala. Ki je takrat zgledala v redu, pa je potem bila vpletena v zelo nečedne zadeve, povezane z ljudstvom Rohingja. In zdaj tak, ne, ki je v bistvu bypassala Trumpa na način, da ga je pa še poklicala pa rekla, ti bi moral dobiti, ne. In Trump bil bolj srečen in zadovoljen, ne, da je rekel, it's a nice thing to do. Ne. Veš, kako se v armadi rekli, ne, da odlikovanja pa krogle vedno zadanejo napačne ljudi. Neko odlikovanje, v katerem je... A to tako... iz svoje karijere sklepaš? Ne, mislim, jaz se spomnim, sem listal Nobelove nagrajence na področju, za katerega sem mislil, ne, da je absolutno varno pred problematičnimi potezami, to je medicina. In potem ugotovim, ne, da je poljski zdravnik, psihiater in med drugim tudi nekaj časa zunanji minister, portugalski, ne, ki je patentiral lobotomijo. Lobotomijo dobil leta 1948 Nobelovo nagrado za medicino. Ne. Nobelova nagrada je že sama v izhodišču obremenjena z kontradikcijo. Konec koncev je Nobel dinamit izumil in s tem dinamitom se je pa toliko zla po svetu povzročil, ne, da je bilo treba izumiti atomsko bombo, da je bilo zlo, ki ga je povzročil Nobel, manjše. Ja, to so ti kontroverze, ampak ključno, kar me zaposluje ob tej zadnjih Nobelovi nagradi za mir, je v bistvu ena taka prikrita netransparentnost dogodka, ne? Ker če si imu namen odlikovati neoliberalko, ki demokracije išče z v bistvu prikritev nedemokratičnimi sredstvi, ki v bistvu poskuša svojo domovino narediti vazalsko Združenim državam Amerike, potem bi bilo res, ampak res iskreno boljše, da bi jo dobil Donald Trump, tako kot si je tudi sam zaželel. In vprašanje Nobelove nagrade postaja vprašanje avtoritete, ali ker Donald Trump, ne, ki ni avtoriteta, je pa siledžija, v lepi slovenščini povedano, kot bi rekel na Balkanu, siledžija, ne, je pa vendar Nobelovo nagrado dojemal in interpretiral kot iz pozicije še obstaja neka avtoriteta in ta avtoriteta naj podeli meni, kajti jaz si to želim in jaz si to zaslužim. Ne. In končal sem 7 oziroma zdaj že 8 vojn. Ja, še 9 bo prišla. In recimo takrat, ne, če je šel k papežu, recimo papeštvo, Vatikan, on je jemlje za avtoriteto, ne, ko je bil izvoljen papež Američani, rekel, it's a great honor, ne, to je velika čast. Skratka, avtoriteto tiho predpostavlja, tako kot jo cel svet tiho predpostavlja. In tle se vedno spomnim na te res dobre knjige Mladena Dolarja, recimo, odkot prihaja oblast, in on se ukvarja z vprašanjem avtoritete. In je točno to povedal. Avtoriteta je
Govorjenje o avtoriteti je refleks nečesa, kar več ni, ne, kar z nostalgijo obujamo za nazaj, ne, živi v nekem zagrobju, reče. Ne, in ta avtoriteta danes dejansko ni, vsi jo predpostavljamo in vsi bi se rad na nek način tisti, ki jih štejejo, polastili ali pa dobili od nje neko verifikacijo, od te avtoritete. In Nobelova nagrada oziroma ta inštitucija je še enkrat uspela faliti, ne, in pokazati, ne, kako ta avtoriteta prijemlje in hkrati goljufa, ne prijemlje več. Ne? In koliko časa bo še rabila, da je nihče več ne bo jemal resno. Ne? Kot avtoritet danes nihče več ne jemlje resno, jih pa vsi pogrešamo. Strašno pogrešamo avtoriteto, zato ker pogrešamo standarde, na podlagi katerih bi lahko uravnavali sebe, umirili sebe in v bistvu uravnali svet. Ne? In to je za politiko vedno stoji ideja avtoritete, ki je več ni. Zlasti to, čemur smo zdaj priča. In moram reči, da potem, ko sem to videl, sem postal slabe volje, da Nobelove nagrade ni dobil Trump, ker bi naredil še to transparentno, to, kar že v Ameriki naredil transparentno. Zaprav v bistvu neko demokracijo, ki to ni. In danes imamo enega avtorja od Project Syndicate v Delu, ki lepo na koncu napišete, naslednjih volitev pač ne bo, se je Trump povedal, ne bodo več potrebne. Jih več ne bo. Ne? Kdo je zate avtoriteta? Mislim, avtoriteta, ki bi priznaval, da je avtoriteta. Je ta trenutek med ljudmi zdaj misliš? Razen Mladen Dolar, na katerega se... Mladen Dolar je pač definitivno avtoriteta na področju filozofije, še kakšen drug je. Ampak recimo za mene načeloma še vedno figurira generalna skupščina Združenih narodov kot avtoriteta, ne? Personificirano je pa problema, ne? Ker Bergoglio je umrl. Vodijo pa nekdanja nemška zunanja ministrica. Ampak je pa inštitucija, deluje kot avtoriteta. Veš, nekdanja nemška zunanja ministrica s vsemi svojimi čudaškimi stališči povezanimi s rečmi, ki so se dogajale na Bližnjem vzhodu. Ampak s temi kariernimi mojstri, ki so bogato nagrajeni in počaščeni tako kot z medaljami, zmeri zadane napačne. Ampak sama institucija, recimo Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov, za mene še vedno deluje kot civilizacijska avtoriteta, tako kot listina o temeljnih človekovih pravicah mi deluje kot avtoriteta. Varnostni svet? Ja, to je pa zdaj že... Varnostni svet ima ugrajen silovitega hrošča, ne, ja, seveda. Povzroča ne avtoriteto. Ja. Ja, neizmerne težave. In potem imaš druge, recimo tipičen primer vzpostavljenih avtoritet so religije, zlasti tri monoteistične religije, ki centralizirajo in govorijo o univerzalizmu. To definitivno je avtoriteta. Problem je samo v tem, da je ta avtoriteta popolnoma zbledela. Danes na religijo nihče nič več ne da. Nova religija je ekonomizem in novo češčenje ekonomistifikacije, bi rekel DP. To mi je enkrat Mladen Dolar predlagal, naj preberem in vedno znova citiram. In avtoriteta, kakršna bi danes pripadala svetu, ne znam, jaz sem jo videl v Bergogliju, v papežu Frančišku, žal je umrl, ne, v novem papežu pač ne vidim. Ne, to, kar on dela, recimo zdaj on spet razveljavil sklepe prejšnjega papeža, češ, da se je treba držati neke finančne dostojnosti, finančne discipline, in je razveljavil tiste sklepe, da lahko spet japi oziroma borzni posredniki, brokerji, brez kakršnih koli moralnih kriterijev denar premetavajo levo in desno, po domač povedano, da vatikanski denar lahko vlagajo recimo v izraelsko orožje ali pa v industrijo z izraelskim ali kakršen koli že orožjem, tudi putinovskim, zato, da se bo proračun Vatikana popravil. Mislim, in ne vidim v njem osebe, ki bi zbujila avtoriteto. Ne. Kaj pa Mark Rutte? Gost v Ljubljani. Ne? Mislim, Mark Rutte generalni sekretar Zveze NATO. Mark Rutte, oprosti, je neoliberalna karikatura vsega slabega. Ne. To, kar on prodaja, je sploh ne bi o njemu govoril, za njega je pa škoda izgubljati besed. Res. Ni politikov, ki bi vzbujali, recimo tudi, če gremo na notranje. Čez cesto je bil, ne, na gospodarskem to smo se morali izogibati temu grajam, pa tako naprej. Ampak tudi na notranjem političnem prizorišču, ne, v Sloveniji, na primer, imamo avtoriteto, ne, nimamo. Imamo nadjazovske like, kakšen je Janez Janša, in imamo senco tega kot refleks, kot nek amorfni lik, ki mora zapolniti potrebo po uravnotežitvi ali pa po obrambi pred tem likom. Janša ni avtoriteta, je pa nadjazovska grožnja. Ne? In kaj se zgodi? Ne? Zdaj imamo danes v Delu
kolega Esih naredil intervju, mislim, da celo za to isto mizo, ne, z Prebiličem, ki je ustanovil novo stranko Prerod. Ne? Prerod. Ja. Prerod, ne vem, zakaj ne preporod, to bi se bolj zgodovinsko slišalo. Preporodovci so že obstajali. Če rečeš prerod, potem moraš reči resansa. Ja, to ne renesansa, ja. Ampak skratka, in jaz sem to prebral, on se distancira od Goloba, on se distancira od Janše in tako naprej, to zelo jasno pove. Zanimiv je govor Logarjev, via negacionista, ali bo šel z Janšo. Janša je zelo jasno povedal, da z mano ne bo šel. Ni povedal, jaz ne bom šel z Janšo, ker je jasno, da bo šel z Janšo, ko bo do tja prišlo. Ampak politiko smo pripeljali v vode, v kateri ni več pozicije neke avtoritete, ki ni nujno fizična avtoriteta, ampak je lahko recimo moralna avtoriteta ali pa avtoriteta skozi vrednote ustave ali pa avtoriteta skozi vrednote demokracije. Ampak smo v nekem mehkem prehodu iz neke bipolarnosti ala levo-desno ala Janša Golob, v nekaj amorfnega, ki bo na koncu koncev nič drugega kot podi za neoliberalno ekonomistično ali pa neko ekonomistično ideologijo ali pa za neko novo ekonomistifikacijo, bi rekel Dipine. In jaz bi se tega bal. In je nekaj podobnega, odhajanje od nekih standardov demokracije, odhajanje od nekih pričakovanj družbe, od nekih potreb družbe, države kot družbe, ki je neka sociološka entiteta za svojimi lastnimi pravili in bi jo želeli reducirati izključno na ekonomistične interese, na nivo nekega gospodarstva. Jasno, da je gospodarstvo potrebno, pa gospodarstvo ni vse v neki državi. Še kakovost bivanja, so še pravice ljudi, so dolžnosti ljudi in tako naprej. Skratka, avtoriteta je osrednji problem ravno zaradi in v njej je potrebno govoriti ravno zato, ker ni več oprijemališč za njo, ker jih ni več. Pred leti je predsednik Republike Slovenije rekel, ne želim biti moralna avtoriteta. A to zdaj govoriva o Milanu Kučanu? O Borutu Pahorju. O Borutu Pahorju, se tudi ni. Se mu je uspelo. Ampak pazi, se mu je uspelo, da ni. Ko predsednik priseže, priseže na ustavo, pa da bo ravnal po svoje vesti. A si videl, kaj je Borut Pahor zdaj naredil, ko je bil vprašan po genocidu? Z možino, s tem, da ne rečem, kaj, ne? V tem nastavljenem intervjuju je jasno povedal, da on to pač nima za genocid. Oziroma komisija Združenih narodov je ugotovila, da gre za genocid. Celo papež je rekel, da ne. Borut Pahor se je izmaknil. Hkrati pa veš, da pripada nekemu postpredsedniškemu lobiju ala Tony Blair, hodijo po svetu, molzejo denar, so neki konzultanti, v bistvu so pa plen nekih lobistov očitno. In on dejansko nikoli ni bil moralna avtoriteta, on je bil všečkar, on je všečke limo na pač svoje objave. Instagram. Na svoj Instagram in iz Slovenije je naredil Instagram. Instakilogram. Ja, in Slovenije je naredil Instagram na ves državo. Instamiligram. Ni bilo vse od njega odvisno, ampak ravno on je primer nečesa ali pa lika, ki je bil tako neautoriteta, antiautoriteta, kako že hočeš, v imenu funkcije, ki predstavlja avtoriteto in jo je degradiral na nek način. In to je ravno tisto problem Slovenije, to je problem zdaj posod, Amerika je največji problem. Ko ti prevzameš funkcijo, ki za sabo nese prvič zgodovino, drugič pravila igre, tretjič pa konec koncev nek moralni kompas. Takrat ti moraš postati ta funkcija. Ti novi demagogi, avtokrati in podobni, na Zahodu, predvsem v tej narcisistični kulturi, oni zdaj prevzemajo avtoriteto oziroma vrednost avtoritete nase, ker je ne zmore, zdrobijo vse skupaj in na koncu so oni država. Država sem jaz, pravi Trump. Pa Ludvik XIV. Tako ne. Medtem ko recimo, Xi Jinping pa tega ne pravi, vlada tako rekoč najmočnejši državi na svetu, že močnejši od Združenih držav Amerike in ga je na sama skromnost. V ozadju je pa avtoritarni program, seveda. Ampak, ko se o tem pogovarja, prideš na teren, ko sploh ne veš, kaj bi povedal. Ker vse postane neka amorfna, gibljiva masa in dejansko, tako kot je rekel za Schellenburg, tisti Anderlič, iz nas delajo dejansko amorfno gmoto. Mi več nimamo enih oprijemljivih
standardov. Ustave so napisane kar pro forma. Kako je rekel, ne, narod brez elite je amorfna gmota. Ja, kaj pa elita? Elita so pa všečkari, ne? Ja, Narcisi. Pri eliti so pa ene 3 definicije, ki so med sabo protislovne. Ne? Ja, pa elito ponovadi je tako, kot s kolajnem zadane tiste, ki si tega niti slučajno ne bi zaslužili, ampak imajo načine, kako priti do tega, ne? Pogačar je elita kolesarskega sveta in športa. On je tudi avtoriteta. Tudi avtoriteta. Ja, seveda, pazi, on je pokazal in dokazal in ima tudi neko krasno držo, ne? Je skromen, ni napihnen, zna animirati, se ne napihuje in kar je najpomembnejše, vse druge pusti za sabo, ne? Tako by far. Ja, ampak zdaj sva na cesto sva prišla. Ne? Današnji ukrep vlade, ne, je, da je trajanje vinjete podaljšala za 4 mesece. Ne? Se pravi, ponavadi smo imeli vinjeto, da traja od februarja do februarja. Ne? Zdaj bo pa veljala do volitev. Zdaj bo pa veljala do volitev, pa še malo čez. Ne? Se pravi, zakaj 4 mesece dodatne za vinjeto, ki smo jo kupili februarja, pa bo trajala, se pravi, marc, april, maj, juni. Takole, ja. Zaradi zastojev. Populizem gre Golobu dobro, ne? Ampak tole s KPK-jem je pa ambivalentna zadev. Je popolnoma jasno, da ima on narobe, ampak ima pa KPK prav? Dvomim, ne? Dvomim. Govoriš o zadevi? Ja, govorim o tem, kar so ga obtoževali, pa o tem, da predsednik piše pisma, javna pisma, komunicira z javnostjo, o tem, če je to res, ne? Da zaposluje Janševe kadre. Od koga že? Govoriva o predsedniku KPK-ja. Ja. Ja, okay. In portal Necenzurirano, ki je blizu Golobu in z ozadjem pravijo, da Črnčeca in tako naprej, ampak v tem smislu me to sploh ne zanima. Zanima me to, ali so fakti točni ali niso točni. In če so točni, to grozljivo, je to strašljivo. Da je KPK ne uživa, mislim, če je to res, da zaposluje tam sina od Jančiča, pa od Tomc neke kadre, od Romane Tomca, ne, pa ne vem, kaj še, Kopriva je nekaj udeležena ta, kaj že je... Kopriva, ja. Kopriva, ne? Ja. In tako naprej. To pa je grozljivo, ne? Ker to pomeni, da se pravi inštitucija, ki bi morala uživati nesporen ugled in zaupanje javnosti v nepristranskost, ugrajuje vase pristransko, zato da bi govorila o pristranskosti premierja vlade, ki je pristranski, seveda, ne? Da ne bo kdo mislil, da zdaj pa, da v tistem, kar ima Golob narobe, da se ga zagovarja. Ne zagovarja se, ampak je treba cel kontekst potem vzeti v račun, ne? To mislim, ne? In če se spomniš, veš, ko je bil še Klemenčič predsednik KPK-ja, ne? Takrat sta pod giljotino padla in Janša in Zoran Janković, ne? In potem je Borut Pahor inštaliral gospoda Štefaneca zato, da je iz tega naredil eno lončnico z vsega skupaj, da je vse stvar zdrobila, da ni bilo nobenih političnih obtežitev več noter, da se spomniš. Ne? Ja, in zdi se, da se ta proces nadaljuje. In kako, mislim, zakaj bi pa mi rabili KPK, če v bistvu deluje podstalno, mislim, če se v spodaj dogajajo vse možne kadrovanja, premetavanja, sporočanja in tako naprej, oprosti. In to je sestavni del tega propadanja neke avtoritete, ki priznavanje nekega zakona, ki je nad nami, ki je večji od nas, od nečesa, kar je večje od nas, ne? Kar ustava recimo bi morala biti, kar temeljne človekove pravice bi morale biti. V religiji to Bog, ne? V državi to ustava. V mednarodnih odnosih in multilateralizmu je to generalna skupščina oziroma temeljne človekove pravice. To so pravila igre, v Ameriki je to tudi ustava, ne? Kar Trump zdaj uspešno briše kjerkoli more, ne? Ampak priznavanje nečesa, kar je večje od nas vodi k občutku za univerzalizem, ne? Ker univerzalizem pove, da obstajajo pravila, ki so za vse enaka, ki zadevajo vse in se jim vsi podrejamo zato, ker jih imamo za pravične, ker jih imamo za pravilne tudi. Ne? No, in ta vtis, ne, da se vse drobi, pa vse nekam, ne? Veš, Slovenija je na videz demokratična država, ima na videz odprt medijski prostor, ima na videz odprto gospodarstvo. Ne? Vsi tisti, ki se 30 in več let s tem ukvarjamo, pa vemo, da je vse res samo to, ne? Da so ozadja, da so taka in drugačna prepletanja, taka in drugačna pogojevanja. In to vsi Slovenci vedo. Zakaj tako upada
zanimanje in vera, recimo zdaj je bil nek festival tukaj v Cukrarni, v medijih. Ne? In Celestina je citiral eno raziskavo, da novinarstvo in mediji uživamo približno tako nizek ugled kot politiki, parlamentarci. Ne? Zakaj je to tako? Ne? Najvišjega pa tam, ne vem, to, gasilci, ne vem, kdo. Vsaj čas, vrstni red, ne, na eni od lestvic so gasilci, potem medicinske sestre, relativno visoko. Tako, ne. No, a vidiš, in to je tisto, očitno ljudje vedo, česa nočejo, hkrati pa nimajo v ponudbi. Mi smo tam nekje z duhovščino. Tako. Ja, pa z politiki. Ne? Nisem malo slabši, ja. Ali pa še celo tako. In to je popolnoma nemogoča zadeva. Ne? Kaj, veš, pa mi ne delamo narobe. Ne? Vpeti smo v nek sistem, ki nas postavlja na narobe. Mislim, jaz za sebe sigurno vem, da ne delam narobe. Ne? Jaz poskušam delati prav in mislim, da delam prav. Ne? Ampak splošna percepcija ljudi je, da so neki suprasistemi, ki tisto, kar je prav, vedno znajo obrniti na narobe in delajo, a veš, to je tisto, kar sem jaz včasih za Janšo rekel, ne, ker on je moj najbolj priljubljen politik vseh časov, ne. Tudi če resnico govori laže, ne, zaradi tega, ker skozi spina. A veš, in on ni edini, v Sloveniji tega, kar češ, in on se ni tega izmislil, ampak se je nekje naučil. In to ima neko kontinuiteto. To se pele skozi slovensko zgodovino, v teh odnosih. In potem, ko sem že mislil, da je to posebno Slovenijo, ugotovim, da je Amerika zdaj še na istem, če ne na slabšem, da je v Nemčiji isto, če ne slabše, da je v Izraelu 100-krat slabše, da to, kar zdaj delo, zdaj so spustili. Kaj pa Norveška? Ja, poglej, no. Zdaj smo pa počas spet nazaj prideva do Nobelove nagrade in rečeva, avtoriteta je padla, ne? Kaj ne rečem? Kar lahko skleneva, padec avtoritete je, kot bi rekel Lenin, svetovni proces. V redu, a moram res z Leninom. Dobro, dajva z Leninom nehati. Ja, mislim, ni nujno, da z njim nehava, ne? Lahko rečeva še kakšno. Ne, lej sej, ne gre za to, mislim, gre za to, da prave simptome nekako poimenujeva in jih opredeliva. Jaz mislim, da dejansko to je proces. To je treba nasloviti, o tem se treba progovarjati. In, a veš, celo zdaj menda vojne v Izraelu konca, da maske so padle, popolnoma jasno se vidi, kako te strukture delujejo. Za 30 let nazaj lahko pojasnimo svetovne nemire in tako naprej. A ne? Mislim, ta sionistična zbrojda je transparentna in pojasnjuje marsikaj. In zdaj, če smo že govorili o Združenih narodih pa generalni skupščini, jaz mislim, da je treba svet zdaj na novo pozidati. In to je pozitivna in optimistična pozicija v smer izgradnje avtoritete. Če hočeš, mi ne moramo sveta pustiti, kot je, ker zdaj od same osamosvojitve naprej, ko smo mislili, da bomo rastli v še boljšo demokracijo, smo stalno v trendu nazadovanja, regresije in vsega tega. Mislim, da je čas, da se to obrne, pa ne samo za Slovenijo, ampak za svet. Ne? In zdaj smo počasi prišli do tistih bazičnih vzrokov, kje je problem, ne? V katerih družbenih procesih tiči, v katerem grmu tiči zajec. Ne? In ta optimizem si že moramo prvoščati, da bi verjeli, da je v to možno posežiti in iz tega nekaj narediti. Kolega Markeš, hvala za tokrat. Skoraj še en teden pa se spet vidva. Ja. Zmenjeno. Drži. Nasvidenje. Small talk.